Tole je tako imenovana nadzorna soba, kjer strokovnjaki elektropodjetja Ljubljana na različnih zaslonih spremljajo, kje v električnem omrežju je kaj narobe. Kaj vidite na teh zaslonih? Na teh zaslonih vidimo v bistvu stanje našega elektroenergetskega omrežja, ki ga pokriva Elektro Ljubljana. Vidimo alarmna stanja, vidimo v bistvu tudi pretoke električne energije in pa v bistvu, kaj je narobe. In ko v električnem sistemu opazijo okvaro, tja pošljajo terenske delavce električarje. In električarji potem najprej odpravijo okvaro, zatem pa še priklopijo. Nekatere stvari pa odpravijo, priklopimo pa mi tukaj v bistvu daljinsko. Vse povsod po državi so bile žice obložene z ledom, zaradi teže so se tudi pretrgale. Električarji so jih morali najprej očistiti, šele nato so se lahko lotili popravil. A pri tem morajo biti zelo previdni, obvezna je tudi zaščitna oprema. Osnovna stvar je varnostna čelada, zaradi tega, da si zaščitimo glavo pred kakršnimkoli padcem. Tudi varnostni pas. Varnostni pas je namenjen temu, da ko plezamo, da smo varni in da na vrhu, ko prideš, ko se pripneš, da lahko potem imaš roke proste in delaš. Obvezne so tudi zaščitne rokavice in pa seveda še posebna oprema, ki ji rečemo plezalke. Številni električni drogovi po Sloveniji so takole zlomljeni in podrti. Delavci elektropodjetij bodo za obnovo, da bo po njih ponovno stekel tok, potrebovali več mesecev, lahko tudi leto dni.